Bilo je kar nekaj vprašanj, oziroma na nek način prošen, da naj damo izjavo, oziroma povemo, kaj mislimo o zadnji izjavi predsednika gospoda Pirka glede odkritja rova Svete Barbare. Menim, da izjava, ki jo je dal gospod Pirk, ne moremo razlagati tako, da bi on omalovaževal vprašanja, ki se vsakokrat pojavijo ob novem odkritju množičnega grobišča. Težko bi temu verjeli, kajti on sam se zagotovo dobro zaveda, da je še mnogo ljudi živih, katerih starši, bratje, sestre so bili na tak način pobiti ali živi zazidani. In da je tudi še mnogo živih akterjev teh največjih zločinov v zgodovini slovenskega naroda. Tako da dvomim, da bi ta vprašanja gospod Pirk smatral kot nepomembna. Ob tem bi se dotaknil tudi izjave gospoda Stanovnika, predsednika Zveze združenj borcev, da so te zločine izvajali tujci, torej oborožene sile jugoslovanske vojske. Če bi resno jemali to trditev, potem bi se pojavilo vprašanje, kako to, da takrat edina oborožena, zmagujoča slovenska vojska, partizanska vojska, je prepustila slovenski narod na milost in nemilost tujim oboroženim silam, tujim morilcem. Vendar ta očitek je neutemeljen, kajti vsi tisti, ki so pobegnili, teh ni bilo veliko, zagotavljajo, da so izvajalci ukazovali in preklinjali v slovenščini. In pa tudi dokument gospoda Kardelja, takrat, s katerim je pozval slovenske oblasti, naj pohitijo s čiščenjem, dokazuje, da so bile tu učinkovite slovenske oblasti in če bi se te stvari dogajale neposredno iz Beograda, potem takih pozivov ne bi potrebovali. Menim, da je ti zločini polpretekle zgodovine so neko breme slovenskega naroda in zanimivo, da to breme ni iz leta v leto manjše, ampak vse težje. Verjetno ne bo možno drugače se razbremeniti, vsaj delno razbremeniti tega pritiska polpretekle zgodovine brez priznanja in obsodbe teh zločinov. Izbrisati se jih itak ne bo nikoli več dalo. Toliko z moje strani. Če imate še kakšno vprašanje. Gospod Cukljati, Martin Milenkovič, Tetna Penalova, a boste tudi vi kot stranka prevzeli kakšne kolektivnosti v zvezi s tem? SLS zahteva že odstop predsednika, boste vi kakorkoli reagirali? No, mi to izjavo ne moremo jemati tako zelo dokončno in pričakujemo, da bo gospod Pirk še dodatno obrazložil to izjavo ob priliki in se verjetno ob takem razumevanju, kot so ga nekateri povzeli, se tudi upravičil. Jaka Tom, zvest.si. Se vam ne zdi vsa ta zadeva malo prenapihnjena, glede na to, da je gospod Pirk na novinarsko vprašanje, če se mu zdijo povojni poboji drugorazredna tema, odgovori, da se mu zdijo drugorazredne manipulacije? No, ne razumem jaz vašega vprašanja. Ne gospod razumem Pirk ni rekel, da se mu zdijo drugorazredne. Kdo naj bi manipuliral tukaj? Ali zgodovinari, ali tisti, ki so odkrili to novo množično grobišče, ali tisti, ki pravijo, da to niso izvajale slovenske sile, ampak tuji, nekdo naj bi manipuliral.
dejstva pač govorijo sama in mislim, da tu ni potrebno veliko razprav in filozofiranja. Pred žrtvami se molči in se sočustvuje z njimi. A pričakujete, da bo predsednik države obiskal Puno jamo? Nekateri moji Sloveniji recimo govorijo, da bi morali iti ne pa da je šel s Srebrenico. No, mislim, da bo predsednik izkazal čast ob priliki, gotovo tudi množičnim grobiščem, bil je tudi v Teharjih že, vsekakor pa sem prepričan, da takšen dogodek je potrebno komentirati zelo na nek način zadržano in se strinjam brez politikanstva. Doktor, spijate, da ne bo kakšnih dvomov, v katerem primeru naj se predsednik opraviči po vaše? Vkolikor je bil napačno razumljen in vkolikor je sam prepričan, da gre kljub vsemu za pomembno vprašanje. Boste, gospod Tokjati, mogoče vi ali pa, ne vem, delegacija SDS-a načrtujete, mogoče tudi vi, kakšen obisk in poklon pred Hudo jamo? Jutri imamo poslansko skupino in verjetno bomo tudi o teh stvarih spregovorili. Rekli ste brez politikanstva. Ste ga zaznali v tem primeru? V teh stvarih je že 65 let se izvaja politikanstvo. Že 65 let. A mislite, da bo ta dogodek, ki je v bistvu pretresel Slovenijo, kaj pospešil sprejemanje imenovanja vojnih zakonov? Ja, upanje umre zadnje. Dobro. Hvala lepa.